Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo imeli zanimivo temo. Poslušajte to. Pozdravljena. Kako naj v molitev dekodiranja ostavim prošnjo, da bodo v moje življenje prišli moški, katerim ne bom samo fuk odrešitev? Tako tam, dajte, sami. V glavnem, to je to, ženske. In seveda, ker sem jaz ženska in nimam preveč izkušenj s tem, pa ne nazadnje sem že na kakšno mino tudi naletela sama, sem pa vprašala pač moške okrog sebe. In a veste, kaj je bilo zanimivo? Vedno je bil odgovor, ko se bo ona cenila, jo bomo mi, moški, cenili. Pa kako zdaj tole sestaviti skupaj, da se bom cenila? No, zdaj pa prva stvar. A veste, kaj naredite? Napišete seznam idealnega moškega. Se pravi, moški, ki me ljubi, je. In napišete vse lastnosti, ki jih želite pri vašem moškem. Do tega, da imate podobne hobije, do lastnosti, kakšnega moškega želite. Pač moški, ki me ljubi, je. Glejte, če imate vi radi motodirke, dajte pač moški, ki me ljubi, obožuje motorje, recimo. Jaz jih ne. In recimo, pri meni na vrhu seznama je pač moški, ki me ljubi, je nekadilec. Teda to je v bistvu pri meni prva zadeva, ker sem se odločila, da s pepelnikom se jaz ne bom več poljubljala. Pika. In tukaj sploh naslednjega, ne vem, sploh ne obstaja nič naprej. Zato je zelo pomembno, da jasno določite, kaj vi želite. No, druga stvar, pa preverite z mišičnim testom, ker lejte, vsak privlači to, kar je sam. Se pravi, vi si želite ljubečega moškega, ki vas spoštuje, ki je dober poslušalec, ki je dober ljubimec, ki sprejema svoje telo, ki skrbi za svoje telo. No, zdaj pa dajmo pogledati. Vi najprej naredite mišični test in preverite, če ste vi tista dama, ki pa ima rada svoje telo, ki se spoštuje. Zdaj, kako to naredite? Čisto preprosto. Zdaj, kako se dela mišični test, tega vam danes ne bom razlagala, ampak če jaz ta trenutek preverim, zame je resnica naprej in ne resnica nazaj, se pravi, če jaz preverim, jaz sem ženska, ki sebe spoštuje. Ja, se pravi, v moje življenje lahko pride samo moški, ki pod prvim spoštuje sebe in pod drugo, ki spoštuje tudi ženske. Pač drugače ne more biti. Telesna govorica ljubezni. No in tukaj noter piše, kako pritegniti stalnega partnerja. In piše prva stvar, čar nedostopnosti. In sicer pravi, da moški najbolj cenijo izmed vsega, da je ženska samo njegova. Se pravi, ženska, ki ni zlahka dostopna, šteje za znamenje zvestobe in je visoko na moškem seznamu zaželenih lastnosti pri stalni partnerici. Se pravi, naprej piše, če moški žensko hitro spravi v posteljo, jo bo ocenil za lahko in bo domneval, da je enako dostopna tudi za druge moške. In seveda to ogroža njegovo partnerstvo. No in potem je tukaj naprej napisan, poglejte to. Moški vpraša žensko, sem prvi moški, ki se je kdaj ljubil s teboj? In ona odgovori, lahko bi bil. Zdiš se mi nekam znan. V glavnem, ja, očitno ni. V glavnem, pa tukaj v tej knjigi naprej piše, kako ženske, da imajo moški potrebo po tem, da poskrbijo za nemočne ženske. No ja. Jaz to mislim, da ne znam uporabljati, ampak piše naprej, da je na ta način princesa Diana osvojila srca vseh ljudi po svetu. In sicer rahlo sklonjena glava, pogled gor in nasmeh. Se pravi, na en način nedolžno bitje in si moški želijo poskrbeti za to nedolžno bitje. Potem naprej, primerno oblačenje, manj je več. In sicer raziskava je pokazala, ko so moškim dajali slike, da tiste ženske, ki so veliko več pokazale in ki so bile v tesnih oblačilih, so jih ocenili, da bi bile primerne za hitro potešitev. Se pravi, kako je že ta gospa napisala?
fuk potešitev, odrešitev. Medtem ko tiste ženske, ki se rahlo zagrnejo in ne pokažejo vsega, so avtomatično pašejo na seznam žensk, ki so bolj zaželene za stalno partnerko. V glavnem, to iz te knjige, Telesna govorica ljubezni. Potem je druga knjiga, ki vam jo priporočam, da jo preberete, je Mu pač ni do tebe. Ta knjiga je zelo dobra, ker razumete iz te knjige, tudi film je na ta način po tej knjigi posnet, da ženske razumemo, kdaj so jasni znaki, da moškemu ni do nas. No in vam bom povedala en primer ene stranke. Moškemu je bilo samo do tega, da jo izkoristi. In kaj kmalu se je preselila k njemu, on se je iz spalnice preselil na kavč in v glavnem ni bilo neke spolnosti. V glavnem in potem jo je pripravil do tega, da je prodala svoje stanovanje in na koncu jo je ta denar porabil za sebe. Tako v bistvu čisto na grdo jo je spravil ob imetje. Zdaj pa, res je, da ta ženska predeluje s tem moškim karmično vez, ker v enem življenju je bila njegova sužnja in kar sem videla, da jo je na koncu pretepel do smrti. Ampak, dajte, gre se za to, da zgradimo svojo vrednost. Ko mi zgradimo svojo vrednost, enostavno ne moramo pristajati na manj, kot nam pripada. No, pa sem pa poslušala enkrat govor TEDx. In je razlagala ena ženska, kako, v bistvu ona je poročena ženska. In je šla na prvi zmenek in na tem prvem zmenku je ona spraševala to svojo bodočo ženo, pol sta se poročili. Ampak jo je spraševala ključne zadeve, ki so res pomembne. Se pravi, tisto, kar je pri njej pomembno. In to je res pomembno na začetku videti, a se je vredno nekam dati svoj čas ali ne. In zdaj govorim za sebe. Jaz točno vem, kaj pri mojem moškem želim. Želim, da je čim več skupnih točk. Želim, da moj moški ima rad morje, ker ga jaz obožujem. Želim, da ima moj moški rad, ne vem, kakšen šport, pa jaz nisem ekstremen športnik, ampak da rad hodi, recimo. Medtem ko, če bi moj moški, recimo, da reče, da je ekstremni plezalec, mene ne zanima. Jaz ne bom nikdar gorska koza, pač ne bom. Pomembno je, da najdemo neke skupne točke, recimo jaz to uživam, ampak res uživam v smučanju. In ja, moški, ki me ljubi, naj smuča, ker če tega nima rad, ne vem, če ste že sami šli smučati, tisti, ki smučate, ampak to ni fajn. Recimo, pomembno je, hrana, ki jo jeste. Zdaj, če ste vi vegani, mogoče je fino, če imate tudi partnerja vegana, ker je bolj enostavno. Recimo, jaz jem vse, obožujem morsko hrano, sredozemsko hrano. In je fino, da imaš podobne neke točke skupaj s svojim partnerjem. In še ena stvar, kar je zelo pomembno pri partnerju, recimo, ker vemo, ki je največ, mi gre beseda crash, tren v zakonu, velikokrat pride trenje zaradi denarja. Se pravi, morate jasno vedeti, kdo je vaš moški. Je verjetno pomembno, da je finančno stabilen ali kako? A je vsak brezdomec dober za vas? No in zdaj vam povem nekaj o brezdomcih. Pa ni dobesedno brezdomec. Ena gospa je po tragični ločitvi, pač mož jo je prevaral, se pravi zadaj zavrženost, jeza, naletela na sanskega moškega. Sanski moški, do tukaj je rekla, do tukaj. Mišica na mišici, nabit s testosteronom, božanski seks, vse super. Od tukaj naprej megla. Glava 5-letnega otroka. In zdaj druga stvar je pomembno, da točno vemo, kaj iščemo. A iščemo nekoga, ki je sočuten, ki ima srce na pravem mestu, ali iščemo nekoga, ki ima spodaj močno obdarjenost in da je to to. No, v glavnem.
In ta moški kar nekaj denarja od nje izvabil in sem rekla pač tako, sprijazen si, oprosti si in predvsem kupila si seks. V redu, po parih mesecih je konc, zdaj pa pojdi naprej in napiši seznam, kaj si ti želiš, kakšnega moškega. In to je zelo pomembno. In druga stvar, ko napišeš, kakšnega moškega si želiš, preveri, če imaš te lastnosti sama. Ker če jih nimaš, ne bo šlo. Se pravi, najprej jaz postanem ta oseba, takšna oseba, da lahko enako vibrira z enakim. No in potem je pa naslednja knjiga, ki vam jo priporočam. Bodi ženska, razmišljaj kot moški. No, ta knjiga je pa zanimiva in govori tudi o tem, kako pomembno je na začetku, predvsem to, kar sem vam že govorila, postavljati določena vprašanja, da vidiš, če si na isti vibraciji. Če vidiš, da pač gresta v isto smer. Nekoč mi je ena ženska rekla, veš, za desci pa za vlakom se nikdar ne teče, vedno pride naslednji. No, zdaj pa naslednji, ko pa pride naslednji vlak, menda ne bomo skočile na prvi vlak, ampak bomo preverile, kam pelje. In če ne pelje v ta pravo smer, normalno ne bomo sedle na ta vlak. Pomembno je, da vemo, kam gremo. Zdaj, kaj iščeš? Potešitev za eno noč, za 3 mesece norega seksa, ali si želiš nekaj drugega? Se pravi, ti ženska moraš vedeti, kaj hočeš, ti ženska moraš vedeti, kdo si in dvigati svojo vrednost, da lahko pride tak moški in potem počakaš. In čakaš. In verjamem, da človek, recimo ne nazadnje, jaz sem zdaj 6 let po zadnji vezi, postane nestrpen. Kdaj? Naj že pride. To je pa zdaj naslednja stvar, ne? Vlak pride, naslednji, ne? In lahko v obupu skoči, zato ker se hočeš pač peljati. Ali pa čakaš. In jaz danes sem se dejansko odločila, da bom čakala, zato ker se splača počakati, zaradi tega, ker verjamemo to, da točno tak moški, ki ga jaz čakam, obstaja. Pač vem. In tako je v življenju. Če ti s tako prepričljivostjo verjameš, se to zgodi. No, zdaj pa kaj pa lahko naredite, da pospešite ta prihod vašega sanjskega moškega? A ste vedeli, da drevesa so tako kot oddajniki? Da vi recimo, ko objamete drevo in če si predstavljate to sliko moškega, ki ga vi želite, drevo daje frekvenco in pospeši kreacijo. No, to je ena možnost, kako pospešiti kreacijo. Druga možnost pospešena kreacija, ne, tega pa ne bom tukaj govorila, to učimo v moji šoli, bom še kakšno knjigo v tej smeri napisala, ampak v glavnem to so pa pol bolj intimne zadeve, ki pa mogoče priložnost za kakšen drug video, ali pa mogoče za osebno svetovanje. Tako da ja, da se še na kakšen način pospešiti vse skupaj, ampak ne ostane za enkrat skrivnost. Tako da ja, kako pritegniti moškega, kateremu ne bom samo potešitev, tako, da sama sebi dvignem vrednost in počakam. In zaupam. In verjamem v to, da to, kar mi je namenjeno, pride. Tako deluje svet. Tako deluje svet, tako delujejo energije. Verjemite v to in boste videli, da se bo zgodilo. Zdaj pa še poglejmo, kako sestaviti zdravilno molitev dekodiranja, da počistite kode, ki privlačajo vaše življenje moške, ki ste jim dejansko samo igračka. V glavnem, preveriti morate z mišičnim testom, če imate slučajno katerega od teh programov. Sebe ne cenim, sebe vedno moram postaviti na zadnje mesto, potrebo imam potem, da prosjačim za ljubezen, potrebo imam potem, da rešujem nemočne moške. Pa tudi mogoče, potrebo imam potem, da za vsako ceno moram ugajati. No, v glavnem to.
Se pravi, zdaj zdravilno molitev dekodiranja poznate, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s potrebo po prosjačenju. Recimo, jaz, ko sem reševala svoje podzavestne programe, sem prišla do zaključka, da imam v podzavesti potrebo po zlorabi. In kakšne ljudi sem privlačila v svoje življenje? Seveda vsi, ki so me na nek način zlorabili. Imela sem potrebo po zavrženosti, se pravi, zlorabili in zavrgali. Izrabili in zavrgali. Tako da v glavnem, in to se mi prenašalo tako na poslovni, kot na osebno področje, v glavnem na vseh področjih se je odražal ta moj program. Tako da počistite to, pa tako kot sem rekla, napišite jasno, kaj želite in potem počakajte, da pride ta prav vlak in takrat boste videli, sreča vas sigurno čaka. Zaupajte v to. No, takole, današnji video snemam iz moje nove kuhinje, tako da toliko sem srečna tukaj. Ampak res sem toliko srečna tukaj na Primorskem, res je lepo. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem postavite sebe na prvo mesto.